Občina Šalovci je minulo soboto praznovala. 11. avgust je namreč občinski praznik, to pa je tudi dan, ko se spominjamo popolnega sončnega mrka izpred 19 let. Letošnja slovesnost ob občinskem prazniku je potekala pod šotorom v Markovcih na Goričkem. Zbrane je uvodoma nagovoril župan občine in predstavil vse dosežke, ki jih je občina v preteklem letu dosegla, ter cilje, ki jih želijo uresničiti. Glavna investicija so pred dvema deloma začetek ureditve turistično-prireditvenega centra v Šalovci in pa v kratkem predvidevamo, da se bo začela izgradnja pločnikov z odvodnjavanjem in ulično razsvetljavo v Domanševci, ki so nekako dva glavniva projekta letos. Hkrati pa imamo v obravnavi, oziroma zaključujemo obravnave spremembe občinskega prostorskega načrta in pa sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta, o čemer bom povedal malo kaj več tudi pozneje. Občinski prostorski načrt spreminjamo, ker se je kar večje število mladih odločilo, da želi graditi, ampak po trenutnem načrtu, ki smo ga sprejeli leta 2014, to ni možno. Kot sem že prej omenil, naše osnovne usmeritve, cilji so znani. Pomeni razvoj turizma in pa delovna mesta, pomeni razvoj podjetništva. In že pred začetkom te perspektive sem se nekako, zato se tudi iskreno zahvaljujem vsem našim madžarskim in pa tudi slovenskim partnerjem v čezmejnih programih, uspel dogovoriti za določene projekte, katerega zaključek bomo tudi danes videli oziroma odpirali in ga predajali svojemu namenu. Pred kratkim smo izbrali tudi že izvajalca za naš naslednji čezmejni projekt, to je v okviru Mura-Raba Tur. Bomo obnovili, preuredili bivšo stražnico oziroma Karolo v Čepenci, prvi graničarski muzej v Sloveniji, in tu se tudi zahvaljujem Vojaškemu muzeju Slovenske vojske, ki je prevzel urejanje notranjosti in pa tudi določene vsebine. Imeli smo še nekaj možnosti za čezmejne projekte, ampak nekako smo se odločili, da jih bomo preložili za naslednje obdobje, ker dejansko finančno občina, ker, kot veste, še vedno, upam se trditi, uspešno pokrivamo obveznosti iz preteklosti, vseh teh projektov ni zmožna. Med glavnimi cilji, ki jih želijo uresničiti, je tudi obrtna cona, s katero bodo pridobili delovna mesta ter na ta način skušali zadržati mlade v občini. Mlade pa bodo zadržali ter jih skupaj z drugimi turisti privabljali tudi s prenovljenim objektom, in sicer s turistično-nastanitvenim centrom Peterlaug ali v prevodu Mavrica, ki je nastal v okviru čezmejnega programa Green Exercise. Objekt, ki so ga s prerezom traku na slavnostni seji predali svojemu namenu, ponuja možnost prenočitve 52 obiskovalcem, ki lahko koristijo tudi skupno kuhinjo in jedilnico. Naša želja je, da bi ta center dobro živel, da bi ga obiskovalo čim več ljudi. V ta namen smo, sicer mogoče, pa vidi se, na ta objekt smo vezali še nekako dva projekta. Prvi je Goričko pod zvezdami, kjer se bomo šli astronomskega turizma, ker, kot je bilo že povedano, občina praznuje svoj praznik prav na sončni mrk, oziroma obeležitev sončnega mrka, in želimo, da to tudi postane nekako ena od turističnih znamenitosti Goričkega, ker je naše območje še dokaj neosnaženo, svetlobno in pa primerni pogoji za obisk teh krajev. Poleg otvoritve novega turistično-nastanitvenega centra, ki ga je blagoslovil markovski župnik Dejan Horvat, pa so na slavnostni seji ob 14. prazniku občine Šalovci podelili tudi občinska priznanja. Luka Smodiš iz Šalovcev je prejel priznanje občine Šalovci za izjemen dosežek na področju športa. Luka, ki je bil rojen 20. januarja leta 2011, je mladi judoist, ki trenira pri judu klubu Murska Sobota. Čeprav ima komaj 7 let, je že nosilec 8 medalj,
4 zlatih in 4 srebrnih, letos pa je postal državni prvak v svoji kategoriji. Tekmovanje je bilo 15. aprila 2018 na Ptuju. Prav tako je uspešno opravil izpit za osvojitev rumenega pasu. Lukas Modiš in njegovi starši se zavedajo, da ukvarjanje s športom omogoča pravilen telesni in duševni razvoj mladega človeka oziroma kvalitetnejše življenje. Zato je mladi športnik lahko vzor marsikateremu sovrstniku s svojimi zavidanja vrednimi dosežki, pa tudi zelo uspešno promovira našo občino. Želimo mu, da bi vztrajal na svoji športni poti in dosegel čim boljše rezultate. Priznanje župana občine pa so prejele tudi prostovoljke Društva upokojencev Šalovci v okviru projekta Starejši za starejše za nesebično medsebojno pomoč, ki krepi humanost in solidarnost v družbi. Društvo upokojencev Šalovci je že od leta 2010 vključeno v državno socialno-varstveni program Starejši za starejše z namenom izboljšati kakovost življenja starejših, ki želijo tretje življenjsko obdobje preživeti v svojem domačem okolju. Program izvaja 9 prostovoljk, ki v svoji okolici obiskujejo starejše od 69 let, jim pomagajo, hkrati pa ugotavljajo potrebe po različnih pomočeh ter te informacije posredujejo različnim ustanovam, občini, humanitarnim in socialno-varstvenim ustanovam. Prostovoljke dajejo del sebe tistim, ki pomoč potrebujejo, svojim nesebičnim delom marsikateremu polepšajo dan, svojega pa napolnijo z zadovoljstvom. Hkrati svojim delovanjem dajejo pozitiven zgled ter krepijo humanost in solidarnost v družbi. Po uradni slovesnosti in ogledu novega centra je sledilo druženje ob glasbi ter jedači in pijači.